Dober dan, evo, zdaj vam bom pokazal še spletno stran, kjer sem naročil uro. Gre za pametno uro Roto Premium. Cena iz 127,99 evrov, znižana na 27,99, brezplačna dostava. To je tale ura, ki vam bom jo kasneje tudi pokazal. Gre za spletno trgovino wolfishop.si. Imate brezplačno dostavo. Danes naročite, jutri dobite, to je držalo. Imamo 100% garancijo na izdelke, nobenega garancijskega lista ni bilo dodanega. Ura zgleda takole, dejansko zgleda takole, če jo pogledate. Tukaj je Facebook komentar. Pametna ura Roto Premium je ura nove generacije s hitrim procesorjem in močno baterijo, ki zdrži 5 do 7 dni. V povezavi z mobilnim telefonom omogoča številne funkcije, ki vas bodo naravnost navdušile. Nič od tega ne drži, kar je tukaj napisano. Prvič, baterija je držala, oziroma drži, od včeraj sem jo napolnil 12 ur v mirovanju, nič se ni dogajalo z uro, razen parkrat sem testiral srčni utrip in je že 3 črtice manj od 5, to pomeni, da je več kot polovice baterije prazne v 12 urah. Odlikujejo visoka kakovost, ne vem, elegantno dizajn bi lahko rekli, da je. Tehnične specifikacije, njenih top 10 funkcij, pa pogledajmo, kjerih je teh top 10 funkcij. Merilec srčnega utripa. Merilec srčnega utripa vam bom dodal na koncu tega posnetka in boste videli, da srčni utrip meri ura, ne glede na to, ali jo imate na mizi, ali jo imate na zapestju, ali jo držite v roki. Prikaz klicev, SMS sporočil, tega sploh nisem funkcioniral, ker me več ni zanimalo. Številne športne funkcije, samo 2 ali 3 so. Močna baterija, o tem sem že govoril, nikakšna. Zaslon na dotik, seveda tole drži, da gre za življenjsko sopotnico. Ne drži, ker to je en navaden shit, drek, ki ga ne priporočam nikomu. Vodoodporna ura ima certifikat IP67, nobenega certifikata o tem ni zraven, nobene izjave o skladnosti ni zraven. Samodejna povezava nikakor ne deluje, zelo težko se je povezati, vedno je treba na novo na telefonu povezovati uro z telefonom. Pametno slikanje, ok, tole sem sprobal, slikanje deluje, to pomeni, da lahko imate telefon v roki in naredite preko povezave z tem sliko. Beleži krvni tlak, to je sami Larifari, vsi vemo, da tega ne more delati. Baterija, ki zdrži do 7 dni uporabe, ne velja, torej ne funkcionira. Gre za akcijo, 63% znižanje. Barve verjetno so te na zalogu, na zalogi o tem ne bomo govorili, o teh funkcijah imate vse napisano tukaj, potem pa imate tu mnenja strank, nikakor ne morete vedeti, kdo je podal mnenje, ne morete klikniti gor, da bi ugotovili, ali gre za najboljšo stvar, enostavno vsi so dali 5 od 5, jaz niti ena ne bi dal, če bi bilo možno. Ta ura je dejansko en shit. Velik shit, torej ta spletna trgovina zaupanja ni vredna, po vračilu kupnine, ok, tole bomo videli, včeraj sem obvestil jih, da jim bom to uro vrnil dejansko, ker ne funkcionira tako, kot bi morala, nič od tega, kar je napisano, dejansko ne funkcionira tako, kot je zapisano, tako da bomo videli, kaj bo s povračilom kupnine. Plačal sem preko PayPala, tako da upam, da potem bo kasneje tudi mogoče PayPal ukrepal, če drugih stvari ne bo možno. Zdaj, zakaj vam govorim o tem tako? Zato, ker vam bom pokazal tukaj le te številne oglase, ki se pojavljajo. To so predvsem takšni le oglasi, v takšni le obliki, ker vam ponujajo neko stvar za neko določeno ceno. In dejansko potem dobite en drag and shit. Recimo tule je ena izmed takih ur, danes zniža na 50%, to je vse zame en Larifari in dejansko boste ugotovili, da te zadeve ne funkcionirajo. Zdaj na tej spletni strani, kjer sem jaz naročil, imajo še določene druge ure, recimo, ki jih ponujajo, gre pa pač za nakupe na Kitajskem in potem, ne vem, takale ura na Kitajskem pride 3-4 evre, če jih naroči, ne vem, 1000 komadov in jih potem prodaja tukaj po 30 evrov, seveda lahko gre za zaslužek, vendar žal imamo ime in priimek in pa SP davčno številko od tega prodajalca, tako da mogoče je naredil tule napako in si bo zdaj umazal ime pa vse drugo. Nekateri ljudje ne upajo spregovoriti, jaz sem to naredil namenoma, zato ker sem na eni strani prvo prebral vse te odlične zapise, ki jih nudijo, vse to. Taka ura bi zame imela neko vrednost, ker se ukvarjam tudi športom, ker me zanima moje zdravje.
Na drugi strani sem pa prebral tudi negativni komentar od nekoga, ki je pač komentiral, da se ne odzivajo, da so že se pogovarjali po telefonu z direktorjem podjetja oziroma lastnikom podjetja, da je bilo obljubljeno, da bo dobil denar, pa tega ni bilo. In ker sta bila to dva različna mnenja, sem rekel, ok, bom pa jaz riskiral še teh 27 evrov oziroma 28 evrov, da vidim, kaj se bo zgodilo. V glavnem uro bom zapakiral nazaj, jo bom vrnil, seveda zahteval povračilo kupnine, ker ura ne ustreza temu, kar je opisano, gre za čisto zavajanje kupca in bomo videli, kaj se bo zgodilo iz tega. V glavnem, večina oglasov takšnih je na Facebooku in potem dobite dejansko eno sranje, en drag domov. Zdaj, če rabite recimo uro samo zato, da pač pogledate na koliko je ura, verjetno za teh 30 evrov dobite tudi kaj bolj pametnega kot pa tole, ki dejansko ne ustreza, razen po ogled oziroma oblika in pa izgled, vse ostalo pa dejansko ne. Je čista plastična ura, vredna za moje pojme res tisti 3-5 evrov, ne pa več. Glede na opis, pa da bi tale ura stala 128 evrov v redni ceni, pa bi bila zdaj znižana za 100 evrov na 27,99, to je pa res ena zelo čudna zadeva, ne da. Ampak treba je zadevo preveriti in pa seveda posredovati ljudem prave informacije, da tudi oni se kasneje ne opeharijo, da spoznajo, da to obstaja in da se pripravijo na te stvari. Tako da zdaj bom naredil vse, da uro vrnem. Dodal bom tu še samo določene stvari zraven, da boste videli, kako meri srčni utrip. Ena izmed stvari, ki je bila včeraj zanimiva zvečer, je bila tudi to, da mi je merilo števec korakov, meril korake, čeprav sem sedel na stolu in bral knjigo. Naenkrat sem imel 1000 korakov, tako da dejansko ta ura niti ena izmed funkcij, ki bi bile primerne za to, zakaj smo pač uro kupili, ni. Glede na to pa, da piše, da gre za uro nove generacije, bi rekel, da gre za uro stare generacije oziroma za nek navaden drag shit, ali kakorkoli to poimenujete. Sej, gledajte, čisto vseeno mi je, ali boste to sprejeli ali ne, v glavnem zadeva ni vredna te cene. In ravno tu je tisti catch, o katerem dostikrat govorimo, ker veliko ljudi privabi ta zadeva, znižanje, ne? In če že kupujete, probajte enkrat kupiti na uradni spletni strani nekega proizvajalca nek artikel, videli boste odnos takšnega človeka oziroma takšnega podjetja za stranko, recimo Nike, Adidas, dejansko ne razmišljajo o tem, da bi karkoli spraševali, da bi razmišljali. Enostavno ti pošljajo, če nisi zadovoljen z izdelkom, če ti je prevelik ali karkoli, ko si kupil po internetu, ti pošljajo kurirja, poštarja, dvignejo brezplačno pošiljko, ko prejmejo to pošiljko, oziroma takrat, ko je bil prevzem pošiljke opravljen s strani pošte in potrjen, dejansko že sprožijo proces vračila denarja na vaš račun, kartico ali kamorkoli, pač kako ste plačali. Tukaj bomo sicer videli, kako bo, naprej sem jih že obvestil, da bodo uro dobili nazaj in vrnjeno. Kako bo, bom pa vam tudi sporočil kasneje. Upam, da ne bom rabo čakati mesec dni na ta denar pa še koga klicati, ker če bo to potrebno, bodo tudi kakšni organi morali potrkati na vrate tega podjetnika. In vsem tistim, ki počnete na isti način, polagam na srce, da se tega ne greste, da preden artikel ponudite širši javnosti in napišete določene stvari oziroma samo prepišete iz uradne strani na Kitajskem, kjer ste pač to kupili pa nabavili v večjih količinah, preverite, ali gre dejansko za artikel, ki se ga splača prodajati ali ne, ali funkcionirajo stvari ali ne. Ker dolgoročno je to za vas samomor, bi temu lahko rekel. Enostavno nikoli ne veš, na koga boš v življenju naletel, kakšen bo njegov odziv na to. Po drugi strani pa s tem si umažeš samo ime, in ko si enkrat umažeš ime na poslovnem področju, je zelo težko se vračati nazaj, ker ti enostavno ljudje več ne zaupajo. Tako da to je z moje strani zaenkrat vse, ko bo kaj več, vam pa tudi poročam. Lepo bodite in dodajam še ostale posnetke in pa fotografije, ki so potrebne za to, da boste videli, kako zadeva zares funkcionira. Evo, takole izgleda tale ura. Govoril, tole je embalaža, v kateri jo dobite, kot da bi dobili
torej gre za profesionalno uro, kot pišejo na njihovi spletni strani. V eni taki škatlici za šibice, bi lahko temu rekli. Vidite, tole so navodila za uporabo. Kitajsko in pa angleško. Dejansko tega niti če ste malo starejši ne morete znati prebrati. Ura kot taka je tole. Koliko deluje? Deluje toliko, da lahko imate recimo točen čas, kar prikazuje, to ne moramo reči, par sekund je tole vklopljeno. Eno izmed dejstev, ki je tudi to, da pišejo, da je baterija zdrži 7 dni v stand-by položaju in včeraj je bila ura napolnjena, danes je že samo 50% še te baterije. Dejstvo je tudi, da ura ne deluje brez aplikacije, torej nobenih stvari ne morete delati brez aplikacije. Naslednja stvar, ki sem jo ugotovil, je merilec srčnega utripa in pa kao kisika v krvi, kar bi naj merilo, pa potem še pritisk. In seveda v enem izmed, dodal bom tudi še posnetek, ki sem ga prej naredil, glede merjenja srčnega utripa, ki kaže tukaj le zdaj svoje stanje. Zdaj bom jaz probal zmeriti srčni utrip, brez da je ura na mojem zapestju. Pa bomo videli, če bo kaj pokazalo. Vidite mere. Zadaj kaže tale zeleni stvar. In pogledajte rezultat. Čeprav ura ni bila na mojem zapestju, je pokazalo rezultat, da je moj srčni utrip 74, da je moj pritisk 70/111 in pa da je 97% kisika v moji krvi. Torej, tole je en izmed dokazov, da je tale ura čist nek kitajski ponaredek, šit, in gre za enostavno zavajanje ljudi. Seveda bom zahteval vračilo denarja, uro poslal nazaj, zahteval vračilo denarja, napisal, da imam ta posnetek, tako screenshote na računalniku kot vse to, in da ta ura je samo čisto zavajanje. Tako da, gledajte, treba je včasih katero stvar kupiti pa preveriti, pa se ne bati napisati svojega mnenja, ker enostavno preveč je tega danes na socialnih omrežjih in ljudje kupujejo nek šit, ker enostavno za 30 evrov danes ni tako malo denarja, da ne bi dobili nekaj boljšega. Recimo uro za 30 evrov dobite že lahko kvalitetno uro, ki kaže čas, pa še kaj drugega, namesto tega sranja kitajskega plastičnega, na način, ko se nekateri dejansko okoriščajo z ljudmi. Ena stvar, ki še mi je včeraj bila sumljiva, je že bila tudi ta, da sem uro imel na miru in je kazala števec korakov, se je dejansko med branjem knjige posodabljal in kar naenkrat sem imel 1000 korakov. Tako da, to je to. Skupaj bom sestavil te videe in boste videli, zakaj dejansko se gre.
Še enkrat se bom potrudil, da boste videli. Tole je trenutna situacija, ki jo kaže tale merilnik. Zdaj bomo pa potrdili zadevo, da bi šli na meritev. Ok, zdaj se meritev izvaja. Takole. In naredil bom tako, da je, se pravi, ura na mojem prstu oziroma še malce bolj stran, da ta merilnik dejansko ne vpliva, ne pride v stik s mano. Tako je, tole je rezultat. Zdaj bom isto stvar še enkrat ponovil, in sicer, da bom uro dal tukajle. Upam, da bo se to videlo. Torej, uro bom postavil sem. To je trenutni rezultat in zdaj bomo ponovili tole merjenje. Evo takole, zdaj se izvaja merjenje. Vidite, številke utripajo, to pomeni, da se izvaja meritev. Ura je prosto na mizi. Prava ura bi pokazala nič, meritev ne more biti izvedena. Kaj bo pokazala ta? Neverjetno. Meritev je bila uspešna. 76 je srčni utrip koga? Mize, ure, ne vem. Zanimivo, ne?